in s tem tudi poženemo naš voz naprej, da bomo lahko tudi razvijali, tako bom rekel, kar se tiče energetike, spodnja in srednja Sava, hidroelektrarno tudi na reki Muri. Enako pa si Primorci želimo tudi, da bi enkrat Luka, Koper, ki je konkurenčna in mora ostati konkurenčna v tej bitki za posel, da bi tudi železniški tir zgradili ta drugi železniški tir in zato se bomo zavzemali, da bomo tudi ta drugi železniški tir lahko pognali od projekta do same gradnje tudi v tem mandatu. Na tretjem mestu bi poudaril, kar se tiče samooskrbe. Bom rekel, slovenski narod je na tem prostoru preživel marsikaj preko 1000 let in vedno, bom rekel, to, kar so že predhodniki rekli, za zdravo kmečko pametjo je dejansko od slovenskega kmeta bilo največ odvisno, da smo preživeli in se ohranili na tem mestu. Zato dodal bi samo drobec v ta program, glede samooskrbe, bi rekel tudi za slovenske ribiče je treba zagotoviti mogoče malenkost tistega denarja v državnem proračunu, zato da bodo tudi ribiči lahko kandidirali na pridobitev evropskih sredstev, ki so potrebna za obnovo infrastrukture, ki se je že začela obnavljati in upam, da bomo to tudi nadaljevali, tudi v našem mandatu. Dodal bi pa še eno zadevo, smo na Krasu in v slovenski Istri, kjer je veliko vinogradnikov, veliko kmetov, ki se s tem preživljajo in v zadnjem času je v naše kraje prišla tudi bolezen, zlata trsna rumenica in zato kmetje morajo te vinograde izkrčiti, odstraniti in mislim, da 8 let ne smejo nove trte zasaditi na ta zemljišča. Zato želim in upam in se bom tudi zavzemal za to, da bodo tudi te spodbude, ki bodo med kmete razdeljene za, bom rekel, domačo predelavo in za povečanje samooskrbe v tem mandatu, da jo bodo lahko koristili tudi vinogradniki, ki bodo morali na teh zemljiščih posaditi vrtnine, poljščine in s tem bodo tudi oni v tem vmesnem obdobju prispevali k naši lastni oskrbi. Na tretjem mestu, torej na četrtem mestu, bi pa spomnil, da je med nami tudi bivši poslanec Josip Bajec. In kot, mislim, da je bil prvo podpisani tudi na zakonu, ki je zagotovil finančna sredstva za Univerzo na Primorskem. In njegovo začeto delo in to, kar se je tudi začelo že v Izoli, izgradnja univerzitetnega kampusa, bi želel, da to, kar je začeto, da se tudi nadaljuje gradnja, da se univerzitetni kampus v Izoli dokonča tako z fakultetami, kot z športno dvorano in študentskim domom, tako kot je bilo začrtano. In tukaj je tudi mogoče samo en drobec denarja potrebno zagotoviti v državnem proračunu, ker ostalo je Univerza na Primorskem ima zagotovljena sredstva tudi, kar se tiče evropskih sredstev. Na koncu želim, da ne bom predolg, da dejansko moje in naše izkušnje, našo, bom rekel, voljo, da poženemo gospodarstvo iz tega mrtvega teka, ki ga imamo danes, da uspemo in da prepričamo čim širši krog volivcev v tej kampanji in upam, tako kot je ono rekel, da zmagamo na teh volitvah. Hvala. Bojan je videl, s čem bomo postreženi na koncu in je videl, da ni krompirja, drugač bi bil malo krajši. No, nasledi še dva. Imamo, rekel bi tam po domače, prišparal sem jih za konec. Eden je, ki prihaja z mojega konca, iz 8. volilnega okraja, druge volilne enote, Andrej Godina, podžupan občine Pivka in predsednik občinskega odbora Slovenske ljudske stranke. Ne mu pa zameriti, če bo govoril, da je jaz, ne pa jaz, zaradi tega, ker je pa s Knežaka bil nekoč doma. Hvala lepa Josipu.
Lepo pozdravljam vsi skupaj, gospod predsednik, kolegi. Res je, kot je rekel. Sem človek, zaposlen sem v Karsotu, to je zaposlitveni center, tako da vem, kaj pomeni delovanje z ljudmi, kaj pomeni pravna država, kaj pomeni socialna država. Sam sem človek, ki se je rastel in se vzgajal in ga je vzgajal v življenje. Nikoli nisem bil nekje prišparan, kot se temu reče. Rastel in zorel sem med ljudmi in tako da vem, kaj pomeni danes delo, kaj pomeni država, kaj pomeni ljudje in kaj lahko država naredi